Spoštovane gledalke in gledalci, danes imam pred sabo izjemnega gosta, Mitja Vezoviška. Moram kar prebrati CV, zato ker je toliko izjemen. Hvala. Z Mitjem sta se spoznala pravzaprav v živo na eni konferenci, startup konferenci sicer, ampak Mitja je en izmed vodilnih strokovnjakov za osebne finance v našem prostoru. Ustanovitelj ene izredno uspešne finančne svetovalne hiše, pionir na področju finančnega opismenjevanja, in to me izredno zanima. Sicer kot mlad študent ekonomije si začel svojo pot, danes pa bi rekel en izmed najbolj vplivnih glasov, ko govorimo o finančni neodvisnosti in vlaganjih. Ni še konc. Tako pravijo, mogoče končaš. Ni še konec. Poleg tega je soustvaril številne programe finančnega opismenjevanja v Sloveniji, vključno z Mladi in denar ter Vem, da ne vem, in tako mladim in odraslim pomagal bolje razumeti svet financ. Se pravi, danes, to je približno za začetek. To pomeni, da sem že zelo star, ne? Hvala ti, ker si prišel. Zato, ker kaj jaz nekako tukaj poskušam, prej se to začelo, ker sem se srečala, sem rekel, da si opazil, da nekaj počnemo, ne? Ja. In v bistvu, veš, jaz zares se učim, kako jaz lahko kot navaden smrtnik oplemenitim svoje premoženje in recimo do zdaj, to zdaj zelo na hitro povzemam, ker sem z vsakim gostom nekako načeloma na zelo podoben princip štartam, ampak nekdo je bolj v tem področju, nekdo je bolj teoretik, nekdo je bolj praktik ali pa nekdo je bolj tehnolog in na različne načine štartam. No, ampak ti veš, da sem jaz začel tale projekt Kriptomata, ne? In takrat sem jaz to v bistvu začel čisto tehnološki projekt, kot način, da ljudem pomagam investirati v Bitcoin, ker jih je to interesiralo. Zakaj jih je to interesiralo, se jaz nisem toliko to poglabljal. Jaz sem jim hotel to omogočiti. Potem sem pa pravzaprav, ker sem začel investirati zdaj nekih 5-6 let, tudi samo gotovo, čakajmo, to je pa v bistvu to je ful interesantna zadeva. Zakaj se jaz tega nisem šel prej, to recimo, če na hitro povzam. Tako je. In v bistvu sem nekje na platformi, da rečem, cirka 500 milijona različnih uporabnikov in sem v bistvu ugotovil, da obstaja velika želja po investiranju, ampak so ljudje pa kar malo nekako sami se prepuščeni in ne vejo, kaj narediti. Tako da sem si rekel, čakajmo, zagotovo obstaja nek način, nek recept, kako ravnati, da lahko plemenitiš svoje premoženje. In v bistvu sem ugotovil, da znanje finančna pismenost in področje na temu znanju je zelo, zelo slabo. In nič čudnega, da je tako. Zdaj skozi več teh pogovorov smo se pogovarjali, dotikali zgodovine in tako dalje različnih dejavnikov, ki so v bistvu na to vplivali, veš. Ampak pri tebi mi je pa res zanimivo to, da si prav na tem področju praktičen na dnevni ravni, in sem zelo vesel, da so o tem pač malo pogovarjala. Zdaj, kako pa ti gledaš nekako to finančno pismenost? A lahko odtle mogoče začne? Kakšna je tvoja izkušnja? Ja, moje izkušnje so že kar globoke pa dolge, In včasih, ne vem, če bi me vprašal to 10 let nazaj, ali pa 5 let nazaj, pa 15 let nazaj, bi ti dal drugačen odgovor. Danes je ta odgovor malo bolj dozorel, ne? Ampak najprej naj pohvalim to, da si se tega lotil zelo sistematično. To se mi zdi ključna stvar, jaz bi temu rekel načrtno. Ker tega načrtovanja v osebnih financah najbolj manjka. In to je ključna stvar. Se pravi, da se lotimo nekaj sistematično, načrtno, tako si se ti lotil svojega posla, ne vem, kriptovalut, vse posod je bilo nekaj drugače, je bilo zaznati neki načrt, neki sistematiko, Ok, to je problem, dajmo zdaj razmišljati, kako bomo rešili, In to je tudi princip, ki ga mi zagovarjamo pri svetovanju našim strankam. Da se tega lotimo načrtno, In zdaj mi, da se bomo danes pogovarjali verjetno o finančni pismenosti, o investiranju, ne vem, kam naj bo ta pogovor zanesel, ampak dejansko je največje zanimanje strani poprečnega Janeza, če tako rečem, o investiranju. Se pravi, vsak razmišlja o tem, zdaj so kriptovalute, včasih so bili, ne vem, foreksi, še predtem so bile kakšne delnice, pa kaj podobnega. Kje bi jaz zaslužil, vidim tam enega, ki nekaj zaslužil, pa bi tudi jaz, Ampak do tam je treba priti. In to je približno tako, ko gradimo hišo. Investiranje je streha.
Se pravi, če se najprej lotimo postavljene strehe, nima kje stati. Bo v prvem vetru, ki bo zapihal, se bo podrla. Pa tudi, če je najbolj kvalitetna streha na tem svetu. Najprej rabimo temelje, pa rabimo eno močno konstrukcijo, da potem lahko na to damo streho. In to je ključno sporočilo, ki ga poskušam zdaj v zadnjih letih predati vsem, ki me želijo poslušati o tem. Ne? In všeč mi je, ker si se ti tega lotil sistematično. In ljudje si o tem želijo več zvedeti. In jaz nekako prišel sem na to, da mislim, da zdaj, jaz sem začel v kriptu in sem v bistvu ugotovil, seveda zdaj različni gosti, eni bodo trdili, da to je nek naložbeni razred, drugi bodo rekli, da ni naložbeni razred. To je zdaj malo tudi tega, komu je kaj bolj všeč, kdo ima večji conviction oziroma, ko se reče, prepričanje o eno stvar pa drugo. Ne. Ampak generalno jaz dojemam, da je težava v tem, da mi v bistvu sploh ne vemo, kaj je denar kot posamezniki, oziroma se ne zavedamo, kako se ta vrednost tega, kako se vrednost denarja spreminja, oziroma in če jaz poznam zgodovino, kako se je denar razvil, če se malo dotaknem pojma inflacije, pa začnem dojemati, da te denar erodira, da izgublja svojo kupno moč. Ampak vedno govorimo o tisti inflacija, kot da je neki rekel, imaginarnega tam nekje. Ja. Ne, jaz temu rečem, da denar, ki ga zaslužimo, za večino izmed nas ne bo dovolj. Moramo najti način, kot je rekel Warren Buffett, da bo naš denar delal za nas, medtem ko mi spimo. Redki posamezniki so tisti, ki zaslužijo v svojem življenju toliko, da se jim z investiranjem ni treba ukvarjati. Pa še tisti morajo na koncu ta prislužen denar investirati vsaj na način, da ohranja realno vrednost. In tukaj smo pri inflaciji. Točno to. No in to sem jaz tudi že večkrat govoril, da sem tudi jaz v taki situaciji in po mojem še tudi dosta drugih podjetnikov, ki so nekaj naredili, ustvarili so nekaj sredstva in potem edina stvar, ki jo oni znajo delati, oziroma ko jaz znam delati, edini način, ki ga poznam, je, da kreiram nek produkt, da izboljšam neko stvar, da zmanjšam obseg nekega problema, da nekomu nekaj pohitrim in tam se nahaja vrednost, ki jo je nekdo pripravljen plačati. Tako je. A veš, in jaz nisem, zdaj pa, ko pa gledam tako, čakaj, če bi pes mogoče že malo prej ta denar, ali pa če bi ta denar nekako investiral, bi ta denar lahko za mene nekaj naredil. In ja. Tipičen klic, ki ga dobimo od podjetnika, je običajen Mitja, živijo, kako si rabam te, imam en velik problem. Kaj pa je? Prodal sem podjetje, ne vem, izstopil sem, ne vem, whatever že, in zdaj imam naenkrat ful denarja in jaz ne vem, kaj z njim. Ker znam delati samo to, kar si opisal. Ja, znam delati logistiko, znam delati avtoindustrijo, karkoli pač se že ukvarja. In potem, ne vem, ta podjetnik običajno, ki nas pokliče star kakih 50, ali pa plus let, in potem reče, tega ne bi več delal. Zdaj imam tukaj sredstva in zdaj imam problem in ne morem spati. Prej sem imel podjetje, ki sem ga vodil, sem ga upravljal, se sploh nisem zavedal, da imam jaz x milijonov premoženja. Zdaj imam pa teh x milijonov na svojem denarnem računu. In kaj zdaj? Kaj zdaj? Kako ga ne zgubiti? Tako. In njim ni bistvo, poišči mi naložbo, ki bo prenašala, ne vem, x procentov donosa. Mene samo zanima, da ga inflacija, pa moja čustva, se pravi, da ga jaz ne bom zapravil, da bom ohranil realno vrednost denarja. In to ni tako simpel, kot se zdi. Si vam kar zapisal. Čustva, ker mi takoj daješ istočnico za naprej. Čustva so, poglej, vsem svojim raziskovanju pa potovanju skozi finančno svetovanje, skozi investiranje, vse te stvari, osebne finance, se je izoblikovali dve stvari, ki vplivajo na naš uspeh. In daleč najmočnejša izmed njih je čustva, so čustva. Druga stvar, pri investiranju govorimo, so pa stroški. Se pravi, če dovolimo, da nam nekdo drug poje naš donos, bodi si to upravljalska družba, bodi si država prek davkov, bodi si, ne vem, svetovalec naš, bodi si nekdo drug, potem imamo tukaj težavo. Govorimo o stroških. Druga, največja težava smo pa mi in naša čustva.
Ker namreč še ena izjava, ki je zelo pomembna, je ta, da moja čustva pa moj denar ne gresta skupaj. To pomeni, da imajo tudi tisti, ki imajo vso znanje tega sveta, pa access do vseh produktov, pravzaprav za svoj denar ne skrbijo sami. Tudi jaz ne. Zato, ker, ja, recimo ena osebna anekdota, ki mislim, da je dost, jaz omenjam kripto in predvsem Bitcoin, no. Pri meni je bila izkušnja taka, kot je dostikrat pri ljudeh, ki voletijo v kripto, nekaj investirajo, nekaj se je zgodilo, še več investirajo in to ponovadi naredijo v ciklusu, ko stvari rastejo, ne zavedajo se pa, da so to ciklusi. In potem pač spušiš, po domač, povedem, kaj čem ti reči. Ampak takrat se pač nekaj naučiš. Na srečo nekdo lahko čist kapitulira, takrat reče, jaz se tega sploh ne grem, ampak v bistvu sem si jaz sam kriv. Recimo, nisem se dovolj dobro izobrazil, nisem imel te prave strategije za sebe, nisem imel pravzaprav nobenega načrta, meni si sam zdel, koliko sem jaz hud. A v bistvu sem bil jadnik. Kot bi mene poslušal. A res? Nisem imel dovolj znanja, nisem imel strategije, nisem imel načrta. Ne? To je to, ne? To je to. Ja, se to. Jaz sem rabil 20 let, da sem prišel do tega. Ja, dobro, jaz sem se pa šele zdaj začel ukvarjati s tem, veš, ne? Mlajše generacije, srečam, vsaj par let malo razlike, ne? Ja. Nov software pa sistematika, to je zelo pomembno in tega večina ljudi nima. The best, se pravi, to se vse poklapljati, se pravi, tako kot recimo dostikrat omenjamo analogijo fitnessa, ne, če boš ali pa prehrane, ali pa na splošno zdravje, če se boš prehranjeval na nek določen način, če boš telovadil enkrat, dvakrat na teden, se bo to nekje poznalo. Ne more se ne poznati. Tako. Samo da boš imel to navado, da boš to pač počel. Tako. In enako je verjetno pa tudi z investiranjem, ne. Pač verjetno moraš vzpostaviti neko navado in jaz sem na primer v kriptu vzpostavil najprej to navado investiranja, potem sem pa pravzaprav tudi ugotovil, da obstajajo različni naložbeni razredi in sem potem pač diverzificiral tudi zgodbo, ne. Tako. In zaradi tega je pač en od mojih ciljev na naši platformi v bistvu ponujati ne samo kripto sredstva, ampak zares v bistvu tudi ostala sredstva, delnice oziroma ETF-e, indekse, pa tudi mogoče kakšne commodity, recimo kot je zlato, srebro. Zakaj? Obstaja nek interes pri ljudeh, eni ljudje to zares verjamejo, drugi pač manj, ne. Poglej, zadeva je naslednja, da vse kripto platforme, ki ste začele, pa vse tradicionalne platforme, ki kripta niso imele, včasih je bila razlika tu pa tu, sprav si imel kripto ali pa ga nisi imel. Danes se vse to približuje, tako kot kripto platforme boste dodajale ali pa dodajate tradicionalne finančne inštrumente, ali pa druge naložbene razrede, tudi tradicionalne finančne platforme dodajajo kripto. Največji preboj se je zgodil seveda s temi ETF-i, ki so na Bitcoin pa na Ether prišli. Tako da jaz mislim, da na koncu, upam, da čim prej ne bomo več govorili o kriptu pa tradicionalnem svetu, ampak je to en svet, to je en finančni svet. In jaz sem že leta 2018 rekel, da je kripto nov naložbeni razred. Takrat se marsikdo ni strinjal z mano in kar je bilo od enega tradicionalnega svetovalca zelo težko slišati, ampak ja, mislim, seveda bi ga lahko tudi ubili, če bi tako rekel, z nekimi overregulacijami pa z ne vem s čim, Bilo je veliko poskusov takih in drugačnih, ampak danes je jasen, da je to nov naložbeni razred, Je pa mlad, nov, nastajajoč naložbeni razred in zato privablja tiste, ki je nekaj novega, nekaj zanimivega, se to razumem, ker investiranje kot tako je v osnovi dolgočasno. Ok, se pravi, kako pa bi recimo, veš ti programi za mlade oziroma ti izobraževalni programi za finančno pismovanje, a lahko malo več prosim poveš o tem, kako ste se tega lotili tam, oziroma kako ti misliš, da bi se moral lotiti tega finančnega opismenjevanja, ker verjetno je to prvi korak, prej nekdo začne izvajati neko aktivnost, se mora neke aktivnosti najprej naučiti. Tako, in jo mora nekdo pokazati, a ne? Znanje je osnova, ja. To sega že vrsto let nazaj. A veš tisto prost, ki te prekinjam, kakor se znaš zamenjati gumo, se znaš štekar zamenjati, ne vem, če to danes te mali še znajo, ampak jaz znam zamenjati štekar, znam zamenjati gumo, znam marsikaj narediti. Zakaj? Se to ni moj poklic. Pač enostavno, foter mi je pokazal, ne. To sodi od osnove. Znanje je osnova. Neko osnovno razumevanje osebnih financ moraš imeti, da sploh lahko razumeš,
neko priložnost ali pa nek nasvet, ki ti nekdo poda. Ne. In to se je pri nas začelo, pravzaprav pri meni se je začelo leta 2010, kdaj, ko sem magistriral pravzaprav na ekonomski fakulteti tukaj v Ljubljani. Malo pozno sem šel na podiplomski študij, ne. Do diplomskih študij sem že naredil let nazaj. In šel sem pa sam zato, ker so edinkrat takrat, samo enkrat do zdaj imeli predmet osebne finance na podiplomskem študiju. Vale, ker sem to videl, sem rekel, jaz sem tam, a ne? Ja. In potem seveda moraš tam na faksu neke stvari narediti, pa eno magistrsko nalogo sem mogel napisati in kaj bom pisal kot o tem, kar sem že delal. In sem začel raziskovati vlogo in pomen osebnega finančnega svetovalca v Sloveniji. In kaj si ugotovil? Ja, da nima nobene vloge, pa nobenega pomena, da nima niti definicije. Ne, še danes nimamo v definiciji poklicu osebni finančni svetovalec. To smo si mi izmislili, da je to pač ime. Vsak si lahko napiše na vizitko osebni finančni svetovalec. Ja. Čeprav ni. A ne? Ampak to je zgodba z dolgo brado. Enostavno smo premajhen trg, da bi prenesli k nam neke licence, neke stvari, ki jih poznajo v tujini. Pri nas poznamo samo licenco za, ne vem, vse licence, ki obstajajo, so za zavarovano zastopanje, nepremičnine, za sklade, pa za borzno posredovanje, pa upravljanje premoženja. Jaz praktično vse imam, a ne? Ampak to še ne pomeni, da se lahko predstavim kot osebni finančni svetovalec, a ne? Predvsem v ZDA je to seveda zelo razvit, v Avstraliji, pa v Veliki Britaniji tudi, a ne? Tam imajo zelo razdeljene te nazive, poklice, ne? Neke kratice CFP, CFA in tako naprej. Ne? A finančni svetovalec pač v nekih okoljih lahko da finančni svet in reče, ja, to je finančni nasvet. A veš, ker mi moramo v komunikacijah vedno govoriti, to ni finančni nasvet, zdaj, ker pač je... Seveda. Ampak a finančni svetovalec lahko reče, to pa je finančni nasvet. Seveda. Ne? Ja, mi, ko damo nasvet v našem podjetju, pa ker imamo vse potrebne licence, pa vse dostopne licence v Sloveniji, ne, seveda, to je naš finančni svet. To je finančni svet. Ne. Če pa vi podate nek svet, pa morate napisati disclaimer. Ne. Ja. Ampak to je, mislim, o tem bi lahko govorila 3 vdaje skupaj, ne, samo o tem. Ne. Skratka, mislim, da je neurejen trg in žal kljub vsem mojim prizadevanjem, pa ne samo mojim, ne, tudi pred mano je bil kdo, pa za mano, ki se prizadeva za to, se še ni nič uredilo. Ne. Danes lahko rečem, osebne finance na fakulteti obstajajo samo na eni fakulteti. Na kateri? To je tisti, ki jih jaz poučujem. Ja, super. Ampak to je zasebna fakulteta, tako da to ni zdaj, predem bo prišlo to na ekonomsko fakulteto, ki, kot rečeno, v enem letu to bilo, na podiplomskem študiju. Jaz mislim, da je ekonomska fakulteta prvi kraj, kjer bi to mogli biti. Ampak ne vem, zakaj ni. Ampak pusva, te stvari so mogoče pregloboke. Kaj se me vpraša? Ampak dajmo kar praktično, si teče naprej, ne? Praktično osebne finance. Kaj bi nekako, če bi lahko strnil, kaj je tisto, kar učiš študente? Ja, pravzaprav takrat smo, seveda potem na to pobudo je prišla pobuda, da naredimo finančno opismenjevanje. In najprej je bil ta finance, urednik takrat mojih financ je bil gospod Nidorfer, me je poklical, ki je videl te moje stvari, rekel, Mitja, a bi mi nekaj naredili za to Slovenijo. Ne? Ja. In smo naredili ta program Mladi denar, ki ima danes finančno šolo in tako naprej, izobrazili, ne vem, koliko 100 učiteljev, ne, v šolah in tako naprej. In osebne finance učimo, a veš, moramo jih razdeliti na več delov. Ne? In pravzaprav investiranje je zadnja stvar. Ne? Prej se pogovarjamo vsem ostalem kot o investiranju. Ker tako sem rekel, če gledamo hišo, investiranje je streha. Ne? In ljudem manjka osnov. Ko govorimo o osnove, govorimo o proračunu, a ne? Pa nekih pravilih, kot je ta, da ne moreš več porabiti, kot zaslužiš, ne? Kar nekateri težko razumejo. Ne? Govorimo o dolgovih, kdaj se zadolžite, sploh kakšen dolg primeren, ne? In po načrtovanju proračuna govorimo o tem. Budžetiranju. Ja. To je prva osnovna stvar. Da mi vemo, kakšne imamo prihodke, da lahko načrtujemo izdatke. Mi, kot temu rečemo, ne smemo pustiti to, da denar pride, plača pride na naš račun in jo pol že gre. Ker traje neki cukne, To ni dober sistem. Sistem je najboljši ta, da mi vsakemu evru damo svojo nalogo.
To pa pomeni to, da imamo na začetku meseca na svojem transakcijskem računu toliko denarja, kolikor smo ga mi planirali porabiti ta tekoči mesec. Plača, ki pride, pravzaprav sploh ne bi smela priti na transakcijski račun. Ampak mora priti nekam drugam. Ampak napred račun, da gre potem na račun. tako, dejansko mi govorimo o tem, z Ano sva leta 2019 na pobudo Mladinske knjige napisali eno knjigo Adijo finančni stres, se rekel, in tam noter smo 3VD sistem predstavlja. Sistem 3 vreč denarja, ki ga učimo že nekaj let ali pa vrsto let naše stranke. In lahko povem, da iz izkušenj funkcionira. Zelo dobro funkcionira. In ta sistem 3VD je, da prva vreča je transakcijska, to je tista, kjer imamo mi izdatke iz nje, pokrivamo. Tista vreča, kamor gre pa plača, je pa likvidnostna. In tam imamo koliko denarja? Denarja, kar ste, mislim, da že tudi večkrat govorili v tem podcastu o neki varnostni rezervi. Ja. Malo sem si prevrtil par stvari in sem slišal tudi. Ja, jaz imam si ti jaz lahko rečem, kakšen je moj nek plan, ampak v bistvu zdaj čakam, ker vse, kar govoriš, se nekako sklada s tem. In na načel jaz govorim tako, prvo se mora zavedati, da denar ni fiksen, da ugotoviš, v bistvu ga požira oziroma na njega vpliva inflacija. Ko to ugotoviš, moraš v bistvu začeti, moraš dojeti, kakšni so tvoji prihodki in točno kakšni so tvoji stroški in moraš to kategorizirati. In v bistvu moraš odmakniti neke izdatke, recimo, jaz bom na pamet rekel, recimo gremo čas na fitness, pa plačam enkratno, pa mi reče, pa zakaj plačaš enkratno, kup si mesečno, nek argument imamo da hočem parkrat probati, preden se odločam, ampak v bistvu ni logično kupiti to eno, moraš si kupiti tako karto, pač ki je mesečna, ali pa recimo ne hoditi na kavo, mogoče na Petrol brez zamere, drugače je ful dobra, mislim, najboljša med kavo, ampak je draga, veš, čas recimo je bila €20, ne vem karkoli, zdaj 2,5, pa si pa reče, dobro, mogoče ne rabim 40 € na mesec dati na račune Petrola, mogoče grem reči v pisarno, si sam skuham z unim bar kafe. In to je vse proračun. In to je proračun. Ja, in to je vse proračun. No, in potem je cilj, da v bistvu si naredim eno svojo rezervo, vsaj manjši, ko se reče rezervni fond, ko sem že rečel, začasni rezervni fond in potem ta pravi rezervni fond za nekih 6 mesecev izdatkov. Obenem moram potem začeti razmišljati, kako živeti mal pod svojim proračunom, zato da del proračuna lahko namenim investiranju. Bravo, super. Stvari so jasne. In šele od te točke dalje pa, kaj sploh je investiranje, v kaj lahko jaz investiram, kjera strategija je zame. Predtem jaz nisem pripravljen. In to me pripelje do one loterije. Lej, tole, kaj Jože naredil, veš, kaj si pregovoril, jaz bi pa tudi to. Ja, kolega, sem Jože, Jože, tu se mečken, kaj se reče, posral, ne? Posrečil, Posrečil. Jaz ti kar tako rečem, tako kaj je, ne? Ker hočem narediti tudi ta šov program, tako da je pač ljudem blizu, da se ljudje poistovetijo. Enemu se je posrečal, nekaj investiral, ampak tudi mu na loteriji se je nekaj posrečal. Seveda, pa je dubo. Ampak večina, ki jih vplačuje, se jim pa ne posreč. Se pravi, ta princip, ta, bom rekel, verjetnost je zame preslaba, potencialno, ni mi všeč ta. Seveda. Če se vrnemo tukaj, nadaljujemo naprej, ko govorimo o tej rezervi, to je sam del likvidnostne vreče. Tukaj imajo ljudje težavo. Se pravi, rezerva, če se najprej tega dotaknemo, koliko moraš imeti rezerve? Najmanj za 3-kratnik tvojih česa, ne plače, ampak poprečnih mesečnih izdatkov. Pa smo spet na proračunu. Ti moraš vedeti, koliko so poprečni mesečni izdatki tvoji. Ja. In niso vsak mesec enaki. Se pravi, rezerve, varnostne rezerve moraš imeti najmanj za 3-kratnik. Recimo ti, ki si podjetnik, moraš imeti najmanj 12-kratnik. Zakaj? Ja, zato, ker če ne delam, pač ne produciram in vse se začne valiti naprej. Ker ima hudič, mlade jih ima več. Ja, točno to. To pa kada jaz sebe poslušam. Vedno je tako. Recimo, da gre v tvojem podjetju slabo. Pa valjda si sebi ne boš dal plače, ne? Ne moreš biti ti odvisen od podjetja. Ti moraš podjetje reševati in ti oseba kot osebno moraš imeti stvari poštimane, moraš biti miren, moraš reči, 6 mesecev imamo časa, da to rešimo. Zato moraš imeti najmanj 12-kratnik poprečnih mesečnih izdatkov na stran. In moraš imeti to ločeno, kar je pogosta napaka podjetnikov, da nimajo ločeno osebno premoženje od podjetja. In to je del likvidnostne vreče. Drug del so pa kratkoročni cilji. Recimo, mi oba imava
podobne kratkoročne cilje v določeni meri. Na dopust hočemo vsak iti, ne? Vsaj enkrat na let, imamo neko... Ja, polet hočemo iti na more, po zim Tako. hočemo iti smučati. Imamo nek, kaj je že, rojstni dan imamo enkrat na leta, ne? Nov let je enkrat na let, ne vem, zavarovanje avta, če tako rečem, enkrat na leta, ne? Ampak to ni nikoli zame pa zate vse stvari naenkrat. To pomeni, da recimo jaz imam rojstni dan decembra, to pomeni, da decembra planiram večje izdatke kot januarja, pa decembra je še novo leto, ne? Se pravi, januarja so manjši izdatki. In to uravnavam iz te likvidnostne vreče. Se pravi, ne dotikam se tukaj rezerve, ampak sredstvo za financiranje kratkoročnih ciljev. In recimo, če bom jaz naslednji let avtoplan zamenjati, moram že danes zbirati denar v likvidnostni vreči, ne v naložbenike, tretja vreča. Ja. In tukaj delajo ljudje zelo velike napake. In pol iz likvidnostne porabijo za tekoče stroške. Tako, nimajo likvidnostne, in potem pride... Oziroma, pardon, iz rezerve porabijo za neke tekoče. In pride neka težava in reče, Mitja, kaj pa je, nujno rabim 10.000 evrov. Ja, kaj to pomeni nujno? Če bo jutri, bo super. A ne? Mislim, zakaj rabiš? Ja, ne vem, zaletel sem se z avtom ali pa ne vem, whatever se je zgodil. Neka bolezen, da ne greva v tiste sfere. Ne? Ja, ja. In rečemo, ok, ampak on vidi, da ima v naložbeni vreči, ne vem, milijon primer, ali pa 100 evrov, se ni važen. Ok, ti lahko greš na trgovalno platformo, tudi na kriptomata, je tako, pa pritisnem zdajle sell, ne? Ampak Pa prideš do denarja, ja. Pa še vsem traja mogoče en dan ali pa dva, da pride to na moj transakcijski račun. Ampak, a je ta sell načrtovan? Ja, verjetno v tem primeru ni. Ne? In potem ima to posledice. Mora biti stroške, davke, prodajo takrat, ker ni najbolj ugodno in tako naprej. Na tak način si uničujemo prisiljen donose. si delovati na nek način, situacija te je sila in ti si pa dopustil, da lahko priješ v tako situacijo, mislim dopustil. Ja. Pač Dopustil tako si načrtoval, da do tega lahko Slabo prideš. si načrtoval. Ja. In to je to. In če imaš tak sistem postavljen, ne? Mi smo ga ponovali 3VD sistem. Čak, kjer je tretja vreča? Se pravi, imeli smo transakcijsko, likvidnostno, pa kaj je tretja? Naložbena. Naložbena, ok. Ne, to so investicije, ne, vračevanje investicije. Če imaš ta sistem postavljen, potem te situacije ne more spraviti tudi težave. In potem si tudi miren. To nima stresa. Ej, isto je pa potem pri investiranju nekako. Jaz sem opazil, naprimer, da kakšni ljudje se tudi preinvestirajo, ko bi rekel, preveč investirajo. Ja. To je pa skoraj, ne vem, če je še večji problem, ampak to je pa ogromen problem, zato ker so ti ljudje potem včasih, da ne govorim o primerih, ko še nekdo kredit dvigne, ampak to je pa res Okay, ja. že... To smo delali že 20 plus let nazaj. Okay, no in ta človek je pa potem prisiljen, naprimer, prodati in pač sprejeti tisto izgubo, ker nima druge. Seveda. In potem ljudje rečejo, ej, pa se sem to investiranje neki probal. Ja, nisi probal, ti si se šel v loterijo, gamble si šel, nisi šel po nekih predpisih. Zakaj bi rekel, jaz grem zdaj na fitness, pa zdaj bom jaz začel 150 kg dvigovati. Ja, te bo zlomil, ne? Ja, boš zlomil si roko in boš rekel, to v bistvu ni zame. Ja. Ja. No, točno to, ker se lotijo tega investiranja nenačrtno, prehitro, brez temeljev, konstrukcije in tako naprej, dobijo običajno pa slabo izkušnjo. In to je za njih finančni samomor, jaz temu rečem. Zakaj? Ker slaba izkušnja ga potem odvrne od investiranja. Reče, to ni zame. In a veš, kdaj se vrne? Prepozno, verjetno. Ne, takrat je euforija. Ampak je neka prilika, ki se njemu zdi prilika. Euforija, ker vsi že investirajo, vsi smo že zaslužili in zdaj bom pa jaz. In takrat se običajno kaj zgodi, trgi se ravno obrnejo. In to je pot, kot rečeno, v pogubo in samo zato, ker se tega nisem lotil načrtno. Podobno, kot če bi šel v hišo brez načrta zidati. Ja. Koliko bo štukov? Ja, bomo videli. Ne? Bomo videli, koliko bo malte. Koliko bo materijala. Pa malo zmanjka, nič hudega, pa malo veter pihal, pa ne vem kaj še vse. Ne? Ja. In to je to. Tako da investiranje pa osebne finance so dejansko, lahko so zelo kompleksne, ne? Ampak so lahko tudi zelo praktične, kot zdaj praviš. Ja. Se pravi, si to načeloma ne pomeni nič drugega, kot po eni strani ali en Excel, ki se ga nekako postavi, ali pa tudi aplikacije, danes že ponujajo danes te zadeve, ali pa enostavno list papirja. Tako. Pa si napišeš vsaj to.
Kakšne. Se pravi, verjetno za vse, ki gledajo tole, ne, že prva stvar v smeri proti neki svoji, da rečem, finančni neodvisnosti je razumevanje, kakšne prihodke imajo. Seveda. In točno kakšne stroške imajo, in zdaj verjetno morajo vzeti pa daljše obdobje stroškov. To se pa enostavno da, grejo samo na bančni račun pogledati, vidijo, kakšni so bili ti izdatki in nekako probajo kategorizirati, ugotoviti, kje so te vsote. Tako. Včasih, ko smo to načrtovanje proračunsko, smo mi včasih, mi starejši delali tako, da smo najprej zbirali listke od vsakega račun si vzel, Ja. pa si pa prišel domov in svoj Excel to dajal. Ja. Težava tega je bila, da si vedno prišel do tega, kaj bi mogel narediti za nazaj, ker nismo mogli več spremeniti. Ja. Potem smo mi, to je bil en naš izlet v podjetniške vode, smo to ugotovili, smo naredili eno aplikacijo, moj budžet se imenovala, za proračun vodenja. Danes imajo to že vsaka neka bančna banka, aplikacija skoraj že to ima. Če neš drugega, se da kategorije porabe vidiš. Tako, ampak to imajo, zelo malo ljudi to uporablja. Danes imaš te banke, neobanke, pa tudi že tradicionalne banke, nekatere to ponujajo, ker ti greš v, ne vem, jaz grem danes po hali A, recimo, da bi hotel nekaj videti v neki izložbi. Ne vem, neko oblačila, recimo, ne tipično za moškega, ampak recimo, oblačila, se nisem to jaz, recimo, mogoče bolj kakšna. Pa čakaj, se jaz imam reči kakšne te oblike, recimo, da ima. Ne, ampak recimo, da imamo eno osebo, ki hodi tam po hali A, BTC-ju, vidi eno oblačilo. In če nima tega načrtovanja, če ne uporablja tega, kaj bo pomislil? Koliko imam jaz na banki? Se imam še 900 evrov, ta oblika je 150 evrov, lahko kupam. Ja. Ampak on je pozabil, zakaj teh 900 evrov rabi. Če ima to v aplikaciji, ima kategorijo oblačila, točno vidi, koliko ima še lufta, če tako rečemo po domače, ta mesec, ali lahko to kupi ali ne. Če nima dovolj tega, potem pogleda v drugih kategorijah, ma reče, mogoče pa ne bom več, šel, na žur. Pa imam še v tisti kategoriji ta denar, ki lahko kupim to obleko. In potem se ne zgodi to, da greš čez budžet, čez limit in tako naprej. Lepo normalno pluje skozi svoje življenje. Če kaj že bil doskrat, ali Warren Buffett, ali eno od teh je bil tisto pravilo 80-20 ali 80-10-10, ali že celo to imajo, 10 v 80 poraba, 10 investiranje, 10, ne vem, kaj je bilo. To je eno izmed pravil, ki ga je pravzaprav Sloveniji izpostavlja Ana, moja žena, ki pravi, to je tudi del tega 3VD sistema. To samo še malo dotikali tega, to se mi zdi ful zanimiv. Vsi praktični frameworki me interesirajo, ker mislim, da je verjetno sam treba v te frameworke vzeti in jih spraviti ali v nek app, ali v nek proces enoten in pač ponuditi običajnim ljudem. Tako, in to, ki si rekel, mi pravimo, do 80% svojih poprečnih prihodkov lahko daš v tekočo porabo. Ja. Najmanj 10%. In to je tvoj življenjski standard. Tako. Najmanj 10% moraš dati prek varčevanja v to tretjo vrečo, naložbeno vrečo. 10% pa v likvidnostno vrečo, zato ker za kratkoročne cilje, za naslednji dopust, za naslednje te stvari. Če se tega držiš, to funkcionira. Naše stranke se tega držijo po večini, če tako rečemo, in to funkcionira, nimajo težav. Ja, zato ker upelje nek red, zato ker jim tudi in pri njih to deluje verjetno izrazovo, ker so pač to jim bilo pokazali, takole deluješ in oni samo sedijo temu načrtu, da rečem, blueprintu. Tako, potem rabijo seveda orodja, lahko to delaš tudi na papir. Ampak v današnji dobi ne bo. Ne rabiš več delati na papir. Imaš orodje, imaš aplikacije, imaš te stvari in to funkcionira. Ja. Veš kaj jaz delam? Jaz hočem narediti enega AI svetovalca, v bistvu. Ker pač ti prebere vse te stvari in ti reče, optimalno bi bilo recimo tudi, da na platformi ti reče, ne tega investirati, to je absolutno preveč rizično za tebe, za tvoje cilje, tako da to sploh ne hotnot. Se strinjam. A veš? To bo sigurno, to je sigurno prihodnost. Absolutno je prihodnost, tudi že danes določene stvari nekaj obstajajo, s temi AI si lahko že pomagaš. Težava, ki jo jaz vidim, ki to ne rešuje, je čustva. Ja. In tam smo pol. Ti lahko človeku, mogoče še to dodam za ta finančno opismenjevanje, pa finančno pismenost, pa te temelje. Včasih 10 let nazaj sem mislil, da je finančna pismenost vse. Da če človeka naučiš, če mu poveš,
da bo on pol uspešen. Ampak, a veš, imamo tudi ljudi, ki še kadijo, pa še pijejo, pa Tako. vsi vemo, da ni dober. Ja, tako. In zdaj smo ugotovili, mislim, skozi leta pa ugotoviš, da je to sam predpogoj, ne? Da ti moraš imeti neke pol ukrepe, načrt, monitoring tega, ali to delaš. In pri financah se to izkaže super, ne? Ker drugače te svoje čustva odpeljejo stran od tega. Ja, tudi, ko smo se pogovarjali o ekonomiji, o inflaciji, o vsem tem, v bistvu težko je karkoli prognozirati, vnaprej predvidevati, ker so na koncu človeške emocije tiste, Seveda. ki so nepredvidljive in ker tega faktorja ne moreš predvideti, ne moreš ničesar tudi napovedati. Ne. Tako. In zdaj recimo ena taka glupa odločitev, ki se mi zdi, da mogoče, ko smo bili malo mlajši, ti se veš, avto, veš, tako je avto. Ja, kera glupa je. Ja, Mislim, mogoče bi reči, da veste avto nekaj drugega, pa kaj veš, to je tisto, kar se ti zdi, ker bi po mojem bil veliko večji frajer, ne, pol mečken kasneje, takrat se ti ne zdi, ker ne čutiš tega, ampak tudi noben ti ni povedal, tvoj oče ti ni rekel, dedek ti ni rekel, mama ti ni rekel, noben ti nič ni povedal, ej sin, poslušaj, takole bomo naredili, ne, ali pa hčera, takole bomo naredili. Ne, da se povedal, moji izhajajo iz normalne delavske družine. In ker sem jaz naredil fakulteto, ker sem se zaposlil, veš, kaj je bila moja nagrada, ne? Od staršev, kaj sem dobil? Avto. Nisi dobil fond ali pa sklada ali pa nekaj ampak avto sem dobil, kar je pa ironija tega, ona dva sta vzela kredit, da ste mi avto kupila. In jaz sem po 2 urah ta avto prvič razbil. Ni bilo veliko, ne, ampak vseeno. Ampak za anekdote je vrhunsko. Se pravi, jaz sem rekel, da sem glihane 5-6 let nazaj začel s tem, pač v bistvu najprej sem malo igrati, potem sem ugotovil moč tega. A je prepozen za tako folk, ker sem jaz pa ti, da bi karkoli, ker govorijo, lahko si mlad riskiraš, kakor češ, ker je vse, tudi če vse zgubiš v 20-ih, lahko še vedno v 30-ih nazaj pridobiš ne vem kaj. Kaj delaš recimo, če si v 40-ih, v 50-ih? Nikoli ni prepozen. Ne? Če pogledamo Warrena Buffetta kot najbolj eminentnega predstavnika te industrije investiranja, koliko premoženja je on ustvaril po 65. letu, koliko pa do 65. leta? Verjetno 90% po 65. Več. Ali še več? Več, ne. Tako da nikoli ni prepozen. Je pa seveda prepozen recimo za nekoga, enkrat smo to računali, v tej moji prvi knjigi Osebni finančni načrt sem računal to na primerih in sem gotov, da če do 42. 43. leta do takrat ne vzpostaviš osnovnih mehanizmov in začneš varčevati za pokojnino, smo takrat rekli, potem se boš mogel sprijazniti z znižanjem življenjskega standarda ob upokojitvi. Če boš delal tistih klasično službo, klasičnih let. Ja. Zdaj, ko si podjetnik, ti lahko postaneš podjetnik tudi pri 70-ih danes. Ja. Pa se ti pač dobro idejo, dobro se ti poslediš, dobro eksekucija. Tako da jaz mislim, da ni nikoli prepozno. Okay. In ljudje včasih rečejo, pa sej, jaz sem danes star 55, pred 65 sem upokojil, sam 10 let imam še na trgih. Ne, ti imaš do 95. leta boš ti na trgih. Kolikor boš živel. Ne? To pomeni, da tudi če pred 55 začneš, boš v povprečju še 30-40 let na trgih. Ampak boš v drugačni fazi. Ker tukaj pa ločujemo finančne faze. Ne? Eno je faza varčevanja, druga faza investiranja, potem na koncu pa fazo izplačevanja. In glede na te faze finančne moramo postaviti svoj 3VD sistem, svojo strategijo izbrati. Ne? To pa seveda je razlika. Ne? Pri nekomu, ki je 25 let star, pa nekomu pri 55 ali pa 75. Ne? Ja. Ampak nikoli ni prepozen. Eno misel sem je ful dobro. Ko si govoril, pa sem jo držal, pa sem pozabil, kaj je. Sorry. In zdaj ljudje v bistvu, najdejo se v neki, prvo je v bistvu morajo dojeti, glej, jaz lahko naredim neko situacijo, lahko obrnem na način, da denar začne delati zame. To je prvo, kar morajo, oziroma prvo morajo dojeti, da ta način bančni, jaz sem tako deloval, sej bančni depozit, pa na banki držim, ne, tako sem jaz deloval. Pa plus, tako je bilo, nijem cajta se s tem ukvarjati, da frekavate, ne. Ampak pa sem pa v bistvu ugotovil, da vse očitno obstajajo variante, obstajajo možnosti, obstajajo svetovalci, obstajajo skladi, obstajajo kripto, obstajajo različne neke kombinacije. In
mlajši, recimo ta Gen Z, je tehnično zelo sposoben. Drži. In iz tega razloga uletava prej v neke te tehnološke platforme, med ostalim recimo tudi Bitcoin. Čisti iz razloga, ker so na internetu ti ljudje, a ne, in je njim klik, veš, vsi so na računalniku, super, ne. Kako pa pri naši generaciji? Jaz sem sigurno rekel, to je ta računalničar, veš. Jaz sem računalničar, ne. Tako smo včasih rekli. Ja, tako je to. Ja, lej, včasih to se obstaja, danes imaš to vse živo razvejan. Ampak vidim, da tudi starejša generacija, a ne, ali pa zrelejša generacija tudi uporablja te nove tehnologije ali pa nove, bom rekel, kaj sem tle rekel. Nove aplikacije, oblike, Nove aplikacije, ja. investiranja in tako naprej. Jaz mislim, da se temu ne moramo izogniti, veš. Dejansko je tako, da včasih nekako smo vsi sprejeli spletno bančništvo. Smo, ja. To so tudi moja mama in vsi ostali, ne, starejši so to sprejeli, ne. Ampak to ni več dovolj danes, ne. Včasih si, ne vem, če si hotel investirati na borzo, si mogel iti na borzno posredniško hišo. Ali pa si prek telefonu, ne, naročil, ne vem, neke posle. In to je bilo drago, zamudno, ne vem, kaj še vse. Danes ni več tako, ne. Danes imamo dejansko vse na teh mehkih napravcah, ki so telefoni, a ne. In tukaj je cel življenje. Jaz imam na tem telefonu pravzaprav vse. Ne rabim nobenega računalnika, ne rabim nobene stavbe, nobene osebe, nič, a ne. In lahko investiraš vse, kar češ. Ne samo investiraš, lahko proračun vodiš, lahko se zaščitiš, lahko delaš vse. Vse, kar se tiče osebnih financ, lahko delaš s telefona. A ne? Pa ne samo, da lahko, zdaj počasi že moraš. Ne vem, ko imate točno pri vaši platformi, ampak vse investicijske platforme zdaj že zahtevajo bolj 2FA, ne? Ja, seveda. Ne? In pol moraš, kaj, nek SMS dobiš ali Face ali ja, itak rabiš telefon imeti pri roki, da lahko se ne moreš samo z računalnika, ja, ne to. Drži. Ker imamo kakšno stranko, ki pravi, jaz ne bom uporabljala nikoli pametnega telefona. Okay? Potem ti danes še lahko investiraš, ampak samo tradicionalno. Jutri verjetno boš mogla več. So, imamo osebe, ki so stare 30-40, pa noče imeti pametnega telefona. Imamo pa seveda starejše, ki imajo pametni telefon, samo ga ne znajo uporabljati. Tako da to je, mislim, da je osnova, da dejansko danes to digitalno pismenost moraš imeti. In to ni digitalna pismenost, ko so nas včasih učili, to, da znaš Word pa Excel. Ja. To ni več digitalna pismenost. Ne. Predvsem je digitalna pismenost povezana z denarjem, povezana z varnostjo. Ne. Da, ne vem, danes smo brali o nekem, danes sem bil v nekem Britancu, ki so mu z banke ukradli, ne vem koliko, 170,000 evrov. Ja. Ja, niso mogli brez njega verjetno tega narediti. Absolutno ne. Absolutno ne. Jansko, in ta odgovornost je pristala na naših plečih, to pa je razlika. Ne? Včasih je bila odgovornost na banki ali pa na borzno posredniški hiši. Ne? Z kriptom, ne? Se vemo, not your keys, not your money. Ne? Potem so seveda z te platforme tudi drugače naredile. Ne? Imate na pač custodian, kot tem reče, ne? Ko se reče v slovenščini. Hranitelj. Ja, hranitelj. Tako, ko imajo, ne vem, klasične platforme, trgovalne platforme, ne vem, imajo custodiana, kjer hranite njihove delnice, ne, je pač tudi v kripto podobno. Ne. Tako da digitalna pismenost, ampak nova oblika digitalne pismenosti je ključna za osebne finance. Čakaj, kaj sem hotel tlale dodati? Kripto je bil zame ta vstop v svet investiranja. Omenjala sva danes, da obstajajo različni naložbeni razredi. Omenjala sva predvsem v bistvu to, kar danes govoriva, je v bistvu izpade, da to investiranje po en stran, kakor zgleda neki imaginarni svet, pa to je neki tam, kot to kakšni ti bogati Američani počnejo, to je dost, se mi zdi ta, v bistvu je, če znamo, bo rekel, kmetijo voditi, kakor to, kar rabim sena, kravo lahko toliko pomolzem, več ne morem, moram pustiti še za te leta in tako dalje. Ne. Tako lahko tudi za investiranje set
aktivnosti pač jaz Absolutno, naredim. absolutno. In v bistvu vsak izmed nas to lahko že jutri verjetno začne delati. Se pravi, te nasvete se mi zdi, ki so vrhunski, ki si že danes govoril, tudi ta knjiga, da lahko rečemo, kaj si rekel, 3VD, ne? Kje se pa to kup? Mladinska knjiga. Mladinska knjiga, evo ga. Dio finančni stres je knjiga. Super. Sicer naslednji teden prihaja že nova. No, že prehaja. No, sej. Mogoče v kakšni naslednji pa še jaz kaj dodal. Absolutno, mislim, da imaš potencial za to. Ne? Absolutno. Ja, mislim, knjige, ki prihajajo ven, pa ne samo z naše strani, kdorkoli ne piše knjigo, se mi zdi, da je, ko priješ do nekih spoznanj, je fajn, da to nekam daš, ker to stane za tabo. Ne? Ja. Ne, to besediš, pa ljudje si lahko to preberejo. Ko sem imel prvo knjigo izdajal, so mi rekli, tako smo razmišljali, veš, v tej ožji ekipi, pa ne vsega povedati. A ne, zdaj boš dal vse to in zdaj bo vsi vse to vedeli. Ne. Ja. To razmišljanje itak. To je čisto napačno. Jaz mislim, da moraš ti v bistvu vse podeliti, vse znanje, ki ga imaš, zato ker s tem dobiš tudi neko legitimnost. Ne, pa ne samo to, sej primer Tesle pogledaj, ne. Oni so dali tiste njihove vse svoje patente. Ja. In kaj se je zgodilo? Ja, nič. Ja, v bistvu svet je malo bolj varen, zares, zato ker lažje ljudje pridobijo patente, ker on v bistvu temelji na temu, Elon pravi, jaz bom hitreje neko stvar razvil, jaz bom hitrejši v eksekuciji in za trg je zares boljš, če se nekdo drug najde, ki je hitrejši od mene, naj on hitreje od mene naredi. To je pač ta razlika. Ta znanje se moramo kombinirati, ne, ga vzgajati, da pride do vseh nas. Ne. Danes smo ravno en novinar klical za eno izjavo, Ja. in že nekaj par mesecev nisem pogledal tega podatka in sem bil spet šokiran. Ne. 27 milijard evrov imamo še vedno na bankah, a ne, kjer inflacija lepo najeda ta sredstva. Koliko je to na let izgubljene vrednosti? Mislim, Kar nekaj, ne? Grozno. Ja. Ja, če pogledava, da v zadnjem letu si lahko na netvegana obrestna mera je bila skoraj 4%, če tako rečeva, ne, pa je 4 prešla na 3,5, a ne. Centralna banka znižuje počasi zdaj te stvari. A ne. Če rečeva 4 pa 3,5, 27 milijard, jaz sploh zračunati ne znam tega, ampak tega je ogromno denarja. Ne. In to so ljudje izgubili ta denar. Ja. Ne, kupno moč. Če 4% je verjetno glih 100 milijonov. Tako, kaj, 70 milijard, je to 70 milijonov ali 270, nisem. Ja, 70 milijonov bo verjetno 1%, predpostavljam. Nisem, od 6 dalje mi malo škripa. Ja. Ne rabimo tistih nul vedeti, ne. Ampak ja, ogromno denarja in ljudje, kljub vsemu temu znanju, ki je danes že dostopno, danes je dostopno vsakemu znanju, vsakemu Slovencu, če se Slovenija umiriva. Če sam tvoje podcaste pogleda, pa že vedo, če preberejo kako knjigo, ki je kdo izdal. Ja, vseeno rabiš, da te nekdo mečkin za rokco pelje, ne? Ja, tako. Ne, in zdaj si eno stvar me spomnil. Pred 15 ali pa več leti sem začel odkrivati svet izven Slovenije, če tako rečemo, ne? Finančnega svetovanja in tako naprej. In takrat je bila ena izbrana za najboljšo finančno svetovalko, osebno finančno svetovalko v ZDA. Sally Glassman, mislim, da je bila. In ko se vpraša, kaj je njena vloga, moja vloga je v tem, da primem stranko za roko, ki si govoril o roki, in jo peljem skozi čustveno minsko polje finančnih odločitev. In od takrat naprej je to naše poslanstvo. Mi stranko peljemo za roko, primemo za roko in jo peljemo skozi to polje. Seveda ji moraš dati malo znanja, da razume, kam jo voziš, ne? Da ne kar naslepo ne zaupa vsak naslepo, ne? Moraš dati tudi orodja, ne? Moraš ji pomagati določiti cilje, ne? Moraš ji pomagati načrtovati. V bistvu, da ona dojame, da stopi puno stopničko in vidi. Tako, moraš ji načrtovati, pomagati izdelati načrt, pomagati postaviti te vreče, o katerih smo prej govorili. In potem smo pri investicijah, tam je pa treba stalno nekaj početi, predvsem spremljati kot početi, da pridemo do cilja. Da lahko, da vidiš, če gre v ta pravi smeri, da imaš možnost še kaj levo, desno, ne? Tako, ne. Pa pogosto je pri investicijah tako, da ljudje, kot sem prej rekel, da kdaj začnejo investirati, pa kdaj začnejo iti not, takrat, ko je vse na vrhuncu, takrat, ko je neka euforija,
Če ima dober načrt človek, če že vnaprej se odloči, kakšna je njegova strategija, bo delal ravno obratno. Bo, ne vem, Bitcoin kupoval, ki je bil 20, ne, na zadnje, recimo, ne pol, ki je zrastel na 70, recimo. Ja, jaz vsak mesec kupujem Bitcoin. Ok, to je pa dolgoročna strategija. Ja, ne? to je dolgoročna, To je pa druga zgodba. Ne? Ampak, ko že enkrat imaš portfelj, ki ne plačuješ več mesečno, da si v fazi investiranja ali pa celo v fazi mirovanja, že, se pravi, da ne vplačuješ več, Ja. potem je pa druga zgodba. Ne? Ta zgodba, da ti mesečno kupuješ, to je super, s tem moramo vsi začeti. A ne? Vsi bi mogli začeti mesečno. Jaz se drugače nisem vedel, stvari, ne. drugače nisem vedel, kdaj, takrat ne razmišljam. Jaz sem to Tako. nastavljen, cak. Tako, to In je dela najboljša avtomatika. strategija. Ampak enkrat boš prišel tudi do tega, da ne boš več mesečno plačeval. Takrat bojo pa druge stvari prišle upoštevane. Škaj mi je ena ideja prišla na misel. Enega tipa Caleba, nek na YouTubu sem videl in pa tudi na Ramsey model. Oba poznam. Ne. In on sedi z ljudmi in reče, ok, dej, kakšne stroške imaš ti, kakšne imaš početi. In to, kar ti poslušaš, to je norišnica, kaj ljudje res delajo. Tako, Sicer to je Amerika, pa mogoče lahko mi za Američane si mislimo, veš, ker ne znajo našteti 3 mesta. Ne. Izven 3 države Tako je, izven tako Amerike je. ne znajo. Dobro, to je zdaj tam TikTok varianta, ampak v bistvu mogoče lahko naredimo kdaj en tak poskus enega šova v živo, veš, kao, ok, no, povejte, kam imate vi zdaj. Ja, jaz imam te dolgove, ok, kako, kaj ne ravnam, ja pa ne morem, pa imam tisto, pa imam to. Ampak on se vedno v bistvu, ti ljudje se vedno pogovarjajo, ok, čakaj, da malo vidimo, kako imaš ti zdaj s tem, kako imaš s tem, Tako, kako imaš z tako. unim, ne. To bi mogoče eno probno morali narediti. Ja, smo že bili tam. lahko A ste že bili? rečem. A ste že naredili? Ja. In? Ja. Veliko dela s tem, pa Slovenija je premehen trg. To je težava. Midva z Ano sva bila pri Dave Ramseyju, dejansko pri njemu. Ja. Ki dela šov, v živo. Ja, V in? živo. Kaj, skozi kličejo na ljudi ali kaj? Ja, super je, on skozi kličejo ljudi. Kaj pa pri nas noben ne kliče, ni neki dogajanje? To je premalo tega. Premehen trg je, pa Ja. ljudje, pa še ena stvar, Američani so full bolj open. Ja, A pri veš. nas je pa nekoga sram reči, jaz pa ne Ko upam govorimo o reči, nekoga sem denarju, zaslužil, ne je že nič. problema, ne, je že problema. Ne. Tako da pri Daveu je bilo tako, da je on imel šov noter, še vedno ima vsak dan 3 ure, Ja. sprejema klice in potem folk prihaja k njem, se prepelje ali pa prileti z avionom Preleti za pionom, ja. do njega, ne, mislim, prav samo z namenom, da vidijo ta šov živo in vidijo ga za 3 minute, ker ima commercial break, pride ven. Ampak ena ključna stvar je, on ima tam eno tablo, kjer se ljudje upisujejo I'm debt free. Se pravi, on je najbolj znan po tem proračunu, Ja. pa o dolgovih. Ne. Ja, on hoče doseči, da ljudje Tako. padejo ven iz dolgov, da v Tako. bistvu. In oni si pridejo na to tablo napisati, da so premagali svoje dolgove in njemu dati roko, ki jim je on pomagal pri tem. Tako da Američani vsi vemo, da so ful zadolženi. a ne. Ja. In to ta potrošniška družba, vse smo Slovenci tudi, ampak daleč od tega. Ne. Daleč od tega, ne. Tako da take stvari so super, ampak Slovenija običajno. Mogoče se zdaj z generacijami to spreminja. Ja, sej, ampak a se je to kaj spremenilo? Sej to zdaj počneš že desetletja, a razumeš? A je to zdaj, ki vidiš, da je drugače, kot je bilo? Ne, mislil sem, da se spreminja v tem, da so bolj odprti pa pripravljeni takšne zgodbe deliti. Ne. Takrat, ko smo mi to mogoče štartali, a ne pa probavali, a ne, z enim radijom. Koliko časa je v to? Pa mislim, da bo zdaj že počasi 10 let. A, 10 let, Ja, ja. Pa sej, Takrat imaš niso bili recimo tudi pripravljeni, ne. ljudem pred kamero včasih je bilo ful, ne bi nekaj, ampak zdaj je to veliko bolj, nekako, veš, ko vsak ima telefon, pa snemate, si navajen že tega, ne? Dopušča možnost, da se to spreminja, ne? Ampak če nimaš gledalcev, ki bi bili pripravljeni svoje zgodbe deliti, nimaš nič. Ne? Jaz opazim na naših streamih, ki jih imamo, tudi ko ali pa kad delamo te neke šove različne in potem ljudje reče, kako bo to, kako bo cena tega, kako bo ono, da naredi tehnično analizo. Veš, kot ljudje nekako mislijo, da v bistvu obstaja neka magična palca, da bo nekdo povedal, to se bo zgodilo. Ne? In v bistvu, kar pa mi govorimo, je, lahko to je neka možnost na gor, to je možnost na dol, ker so dve strani medalje in so čist tehničnega smisla, to so neke podpore pa neki rezistanci, in Tako. to so neki nivoji, ampak to je v bistvu čist trading in jaz mislim, da tako 99% ljudi, ki to sprašuje, sploh tega ne bi smeli spraševati, ampak bi morali v bistvu investirati in v bistvu čim manj početi. Zdaj zame, recimo osebno kot platformo, mogoče bi rekel, ti nimaš transakcij, ker že imaš transakcij, ampak a veš, v bistvu rajši vidim, da nekdo dolgoročno ima od tega,
kot pa da v bistvu da se ta človek opeče. Tako. Ne? Pravilno razmišljaš. Pa sej platforme, mislim, da tudi vi ponujate neke portfelje zdaj že. Ne? Ja. To je Imamo, to. ja. To je to. Košarico kriptovalut, zato To je da to. ne rabiš nekaj razmišljati. To smo razvili. Ja. Mislim, kdorkoli to gleda, sploh ne razumem, zakaj bi kaj drugega imel kot Kot neko košarico. Ja. 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 Ne, to je to. In kaj mi govorimo? Ne? Zdaj, investiranje nima nobenega skupnega imenovalca s trgovanjem. Nič. In samo zato, ker mi imamo možnosti danes, če odpreva telefon, imamo zdaj oba dva možnost trgovati, Yep. ne pomeni, da moramo. Drži. A ne? In to je slabo za nas, da to delamo. Tako da investiranje... Če ni v skladu z načrtom. Ja, Ampak investiranje- tisto spet ni trgovanje. Tako. To je samo izvajanje Tako. pač, Investiranje in trgovanje nimate nobene veze. Ne? In ljudje trgujejo in mislijo, da investirajo. Ne, to ni investiranje. Investiranje je kot gradnja hiše, sem rekel, karkoli, kot imaš nek načrt, sistematika, točno veš, kaj boš počel, koliko časa boš počel, kaj boš naredil, ko bo padel, kaj boš naredil, ko bo zrasel, kaj boš naredil, ko boš imel dodaten denar, kdaj rabiš kakšen izplačati denar, vse to veš. In to veš še preden si investiral prvi evro. In to je pa nekaj, kar te v bistvu tudi finančni svetovalec ta prav, tudi sprašuje. Tukaj smo zdaj na zelo mejnem Ta prav. polju. Ne? Ker so, vi imate te pravi, ne te pravi, Ne, to se mislim, malo bije, ne, a veš, bitka. To je zdaj tako samo všečno, da A bi ja? zdaj jaz kot svetovalec začel razlagati, kdo je ta prav, kdo pa ni. a ne. Oprosto, ker sem te postavil v to Ne. pozicijo, no, ampak pač ok, Jaz mislim, da ljudje če si že kompetenten, boš to sigurno sprašal, kakšni so cilji in ugotavljal razmere, ker evo, direktno tukaj, ne, da pač ti razvijaš strankam globoko razumevanje osebnih vrednot in ciljev. Evo, točno ta stavek imam tle. To je svetovalec, to je pravi svetovalec. Definicija svetovalca je ta, da pač se poglobi v stranko. To ni odnos, enkrat sem se videl, pa dvakrat sem se videl. To je dolgoročen odnos. Ko imaš ti s svojim zdravnikom dolgoročen odnos, Ja. boš imel tudi s svetovalcem. In recimo, kaj je naša filozofija, da mi ne želimo one-time biznisa. Stranka, ki pride k nam, mi želimo z njo dolgoročno delati in hvala Bogu nam večina strank tudi tako zaupa. A ne? Drugi, recimo tisti, ki imajo enkraten interes, ne, so običajno tisti, ki prodajajo neke finančne produkte Ja. in živijo od provizij. Ne? Ker mi ne živimo od provizij, mi živimo od svetovanja. A ne? In tisti, ki živijo od provizij, seveda ima interes takrat, ko mu ti rečeš, zdaj imam pa ta denar in bi investiral, ajde, jaz bom dobil neki provizij od tebe. Ja. Ker pa ti že imaš investiran, pa rečeš, pa nima interesa več od tebe, ker ne bo dobil provizije. Ja. Ja, saj to je dobra incentiva. Dobro poravnanje incentive, ne? Tako je. A si kdaj slišal že za, evo, bližam se zdaj nekako malo, koncu mi je se zdaj že ena urca, pa še malo. Okay. A si zdaj slišal za ta FIRE, Financial Independence, Retire Early gibanje? Ne, da sem slišal. A si ga ustanovil? Ne, prosim. Reddit Slovenija je, ne, FIRE Slovenija je na Redditu. Jaz sem Sloven, živim v Sloveniji, tako da Slovenci smo malo tega naredili na finančnem področju. Ne? Okay. Ampak ja, FIRE, Financial Independence, Retire Early, ne, je seveda gibanje, ki je zelo zanimiv, je pa tudi zelo agresivno gibanje, ne? Ima zelo agresivne poglede. Okay. Mi smo v naši ekipi, pravzaprav smejim se to, ker sem v novi knjigi ravno o tem pisal. En poglavje je namenjen temu, FIRE. Ne? Jaz sem čisti zelenca, veš, jaz ne vem, recimo, ne vem, če so to vsaj neki FIRE maksimalisti, jaz ne vem, jaz sem samo gotovo. Slučajno sem preletel na FIRE Reddit, mislim FIRE Slovenija Reddit in pa sem nekako slučajno, mislil sem, da je to nekaj za Slovenijo, nek Reddit, pa sem, ker sem mislil FIRE, kakor ogen Slovenija, super, mi smo ognjeni, ali ne vem kaj sem, pa sem pa čas gotovo, da so samo take vprašanja, veš, obresti, krediti, stanovanja, nepremičnine, ne. Ta gibanje je super, ampak za večino je tu hardcore, bi temu rekel. Ker hardcore pomeni kaj? Kaj to gibanje zagovarja? Zagovarja, da več kot 50%, raj 70% svojih prihodkov investiraš. So moraš živeti z nula, a ne? Ja, to mi je pa tudi Luka Gubo, ki so sedeli gore. Ja, samo imaš tam ene ljudi, ki rečejo, da je ta obrestna mera 2,6 ali 2,55 in pol on gre na 2,55 ali kakorkoli že in si za tega naredi 77 ur dela dodatnega. Tako, on pravi, pa dej, nima veze, je tam 2,5 ali 2,7, dej, ti imaš tudi neko kakovost življenja svojega. Ne? In oni so zagovorniki tega, da recimo, to so predvsem mladi,
ki spijo v pisarni, primer. Nimajo, ne bojo dali za najemnino. Spijo v pisarni. Ja, ta scena. Ali pa v avtu, recimo. In jejo, ne bo šel na kavo ven, ne? Si jo bo skuhal doma, pa še to naredi mu nekdo drug mu skuha. Ja, še to. Se kam povab, ne? Tako da jaz, ta gibanje drugače ima ful dobrih lastnosti, ampak mi smo ga mečkin bolj življenjskega naredili. Ja, življenjskega naredili, ne? The best. To pomeni, da dejansko zelo močno varčuješ, vse ok, ampak ne rabiš pa zdaj kako življenje znižati na nič. Ker nihče izmed nas ne ve, a bo jutrič tukaj. Točno to je. In tukaj moraš imeti nek balans med danes pa jutri. In jaz veliko krat strankam govorim, zanimiv, mogoče bo to zanimiv, ne rabite toliko varčevati, dajte se kaj privoščiti. In običajno imam par pred sabo, običajno so to mogoče že starejši, kjer ima moški ali pa ženska, si ni važen, en pogled, midva bova še varčevala, stara sta 65-70 let, pa še varčujeta. Drug pa je tiho, ker ne upa povedati in potem, kaj rečem, zakaj pa vi varčujete? Vi jo mogo zdaj dejansko zapravljati. Ja. Mislim, porabiti za življenje. In pa se drugem odpre Ave Marija, in reče, ja, sem ti rekla, ali pa sem ti rekel. To gibanje je super ima načela, ampak je za večino hardcore preveč. Lahko pa to normalno narediš. Primer, Ana je napisala eno knjigo, sam knjige bo zdaj izpadli, da piše, ni res, ampak napisala je knjigo na pomoč, kako pomagati, kako naj otroka naučim ravnati z denarjem. Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem. Ker o tem, ker sem ja pogovarjala, bi se mogli že otroci učiti. Absolutno. In recimo, ko sem rekel, za odrasle je tako, da največ 80% prihodka daš v tekoče stroške v življenje. Pri otrocih je ravno obratno. Ko dobijo nek denar, recimo, stara mama jim da nekaj, 80% mora dati za dolgoročne cilje, na stran, 20% pa lahko porabijo za kratkoročne cilje. In da ti otroka naučiš na 20-80, ker pride v odraslo dobo, pa se mu to obrne, on ne bo nikoli šel na 80% porabe. Bo mogoče šel na 50, pa se mu bo že zdaj to. In pa bo fire. Super. To bom prav vprašal naslednji teden, No, ali pa ko boš imel, daj prosim te, to mi pošlji. Jaz bi zdaj mogoče na tem mestu to zaokrožil, čak eno ful dobro misel si imel, uživajte malo, naredite. Tako. Vse to, kar v bistvu mi tle delamo, ni za to, da bomo pa to nekaj hranili, da bo to zdaj to stalo za ko bomo 2 metra pod zemljo, ampak da bomo v bistvu nekaj od tega imeli. Tako da jaz si želim mogoče še kakšno epizodo še kdaj s tabo narediti, še kakšno tudi malo bolj praktično, mogoče tudi kakšne bolj konkretne navodila, da dejansko, ki jih ljudje lahko upoštevajo, da si pač izboljšajo to svojo finančno v bistvu pismenost in v nadaljevanju tudi svoje stanje. Ja, mi temu rečemo finančno sliko, to je kot naše finance, kot neka slika si jo predstavljamo. In cilj je, da izboljšamo finančno sliko, pa pridemo enkrat, če že ne do finančne neodvisnosti, ker ta pojem... Do finančne stabilnosti. Tako, mi temu rečemo ta je bil dosti zlorabljen, ker dostikrat je bil zlorabljen v povezavi z nekimi milijoni, z nekimi lamboti, z nekimi presežki, ampak v resnici jaz mislim finančna neodvisnost to, da človek lahko gre na dopust normalno, letni, zimski, da ne rabi skrbeti za vsak trenutek, če pa crkne pralni stroj, avto, crkne se lahko za meni normalno živi in tudi ko se gre lahko s prijatelji, z ženo in tako dalje. Pač kakovost življenja imeti, Ta obdobja finančne starosti smo že tudi definirali enkrat, kakšna so finančna starost, tako kot je biološka starost, pa finančna starost, mogoče je o tem kdaj drugič, ampak kaj hočem povedati je to, da ni point denarja samo kopičiti, ker noben ne bo tega vzel sabo. Ampak moraš vedeti, kdaj ga je treba dati na stran za kasneje, kdaj ga pa treba od tam na stran tudi jemati. In pa istočnica, pa intrageneracijsko premoženje, to pa za enkrat drugič. Velja. Jaz bi v bistvu na tej točki moral zaključiti
ker imamo stream čez nekaj minut. Ampak v bistvu bi se ti zahvalil, fantastično je bilo tole. Mislim, da imaš zelo veliko enih konkretnih praktičnih zadev. Jaz bom tisto knjigo tvojo si pogledal in bom določene tele spoznanja pač tudi podelil z ljudmi. Tebe bom pa še za kakšno vprašanje zagotovo vprašal in upam, da bomo še v prihodnje karkoli tudi sodelovali. In hvala lepa. Hvala za vabilo. Ja. Drage gledalke in dragi gledalci, evo, to je bilo za danes to z Mitjem. Zdel se mi je na hiter, pravzaprav je pa zagotovo kakšna urca pa še malo. Upam, da ste dobili praktične nasvete. Jaz sem sigurno. Evo, od tega, če danes potegnete eno stvar, dajte pogledati točno, kakšni so vaši stroški in kakšni so vaši prihodki, se pravi z naslednjim mesecem, kaj je to zdaj, torej z novembrom mesecem, se pravi, da veste točno, pogledajte, kakšna je bila poraba v oktobru, koliko ste imeli prihodkov točno v oktobru in dajte si proba zračunati, a ste ta mesec šli z nulo skozi ali z minusom oziroma kaj se je tle zgodilo. To je korak številka 1. Tako je. Okay. Lep pozdrav in lep dan še naprej.